Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v podcastu Mladost na kmetiji, kjer spoznavamo zgodbe mladih, ki svoje življenje in prihodnost gradijo na slovenskem podeželju. Tokrat sem na obisku pri Andreju Smrekarju ter njegovi boljši polovici Valeriji Lesjak. Sem prav naglasila, ali si se že zdaj zmotila, Valerija? Lesjak. Lesjak. Oba prihajata iz Zaloga pri Škocjanu na Dolenjskem. Njuna kmetija stoji na mestu, kjer je nekoč deloval mlin, danes pa na njej nastaja sodobna zgodba mladega kmeta, ki svojo pot gradi z veliko volje, dela in ljubezni do živali ter zemlje. Z Andrejem se bova pogovarjala o otroštvu na kmetiji, o prvih korakih pri njenem razvoju, o življenju z Valerijo, o izzivih mladega kmeta in tudi prihodnosti, ki jo skupaj ustvarjata. Pokrovitelj podcasta Mladost na kmetiji je KZ Krka Trebnje. Andrej in Valerija, dobrodošla v podcastu Mladost na kmetiji. Zdravo. Pozdravljena. Za začetek, Andrej, bi se morda samo na kratko predstavil poslušalcem, odkot prihajaš in kakšna je tvoja kmetija. Pozdravljeni, prihajam iz vasi Zalog pri Škocjanu, Škocija na Dolenjskem. Smo blizu Klevevških toplic, Šporeških toplic, potem smo tudi bolj znani po Sloveniji. Naša kmetija je živinorejsko usmerjena, vso krmo, katero pridelamo, uporabimo doma. To bi bilo na kratko. Super. Jaz tale Klevevš pa Šmereške kar poznam, danes nisem imela daleč do tole, samo spustila sem se malo s hriba, so pa to res taki lepi konci. Tole poleg hiše pa teče tudi reka Radulja, ki teče v bistvu tlele poleg hiše. V preteklosti je bilo za te kraje okoli Škocjana zelo pomembno, predvsem zaradi mlinov in žag, ki so stali ob njenem toku. Tudi na vaši kmetiji je včasih stal mlin. V bistvu se kar skoraj, ko se mimo pelješ, kar malo to vidiš. Koliko časa nazaj je že to, kaj se je zgodilo s tem vašim mlinom? Leta 1976 se je mlin podaril, je nehal obratovati. Zaradi samega prihoda valčnih mlinov, kateri so bili bistveno bolj zmogljivi. S tem je postal nekonkurenčen na trgu in si je pri nas takrat tudi mlinarska tradicija prekinila. So pa še vedni ostanki tega. Imamo še mlinske kamne, kateri so bili notri, potem jez in same zapornice za vodo, katere so spuščale vodo na mlinska kolesa. No, to sem videla, ker sem prej zavijala, ker sem v bistvu skoraj falila hišo, pa sem pa zagledala ta potoček pa zapornice, tako, pa sem vedela, kam moram zaviti. Se pravi, otroštvo si preživel še z bratom pa 2 sestrama, 4 ste bili v družini, ali ne? Tako je, ja. Ti si najmlajši, če se ne motim, ne? Je. Ostali so že gnezdo zapustili, ti pa si nekako ostal doma in pokazal ta interes za kmetijo. Tako je. Neka volja do kmetije oziroma želja, ljubezen me je držala tukaj. Že kar nekaj časa smo vedeli oziroma pričakovali, da bo tako. No, potem pa že kar nekaj časa nazaj prišla k nam Valerija in tukaj smo začela skupaj to zgodbo razvijati. Ja, tega se bova še malo dotaknila, pa če ostaneva pri tvojem otroštvu, imaš kakšen tak lep spomin, kaj si najrajši počel, ko si bil mali? Vedno tista vožnja z očetom na traktorju, to je bilo tisto, kar je največ pomenilo. Tako, z očetom, ne sam, ne? Ne, seveda. Če bi mogel zbrati en von ali pa zvok iz otroštva, kaj te takoj vrne nazaj v tisti čas? Vedno tisti von sveže pokošenega sena, prve spomladanske košnje, ki si ga čakal res vso zimo. In to verjetno še zdaj, ne? Še zdaj te vrne res. Jaz bi rekla, da to skoraj nas vsa kmete, da pomladka je toliko čakamo. Vidim, da tudi Valerija Furkima, si se tudi ti privadila tega vonja in ga veselo čakaš. Seveda. Čeprav je tudi potem von v hlevu, kakšnega suhega sena je tudi prijeten. Zelo prijeten. Poveže takoj z živalmi. Ko si bil ti mali, kmetija v bistvu še ni bila tako velika in ni bilo te panoge, kot sedaj, ne? Pitanci. Tako je. Kakšna je bila takrat kmetija? Kmetija je takrat obsegala 5 hektarjev do 6 cirka obdelovalnih površin. Imeli smo 4 pitance, pa nekaj konjev, imel oče kot bolj za hobi. No, potem pa se je zgodba začela razvijati,
smo začeli kmetijo z dneva v dan povečevati. No, in danes smo tukaj, ko smo. Ampak ti si bil tisti, ne, ki je kazal interes za povečevanje. Ne? Tako je, jaz sem bil tak, ki je vedno želel, da bi se kmetija povečala, da bi nekako enkrat prišli do nekega mesta za zaposlitev nekoga. No. Seveda, ko smo bili mali, bilo še daleč od tega, zdaj pa ni Seveda. več tako daleč. Ne? Zdaj smo pa že kar blizu. Super. Konje si pa opustil, nisi imel tega veselja, da bi jahal. Ja, konji me niso nikoli prevzeli, to lahko rečem. Tako da smo tudi konje že cirka 10 let nazaj opustili in smo izključno govedoreji. Valerija, je tebe žal, ker nimajo več konjev? Imamo mi doma konje, pri meni doma. Okay. In tudi ni žilica do konjev. Aha, v redu. Ja, jaz se jih tudi kar malo bojim, se mi zdi, da moraš biti malo navajen na konje, pa imeti tisto strast. Strast mora biti tukaj. Konjerec ne mora biti vsak. Ne, mora biti tako kot čebelar, ne. Tako Moraš imeti v srcu nekako. Super. Se pravi, ti, ko si bil že mali, si bil ful navdušen nad kmetijo in povedal si mi zadnjič, ko sva se pogovarjala eno zgodbo, kaj si naredil z denarjem, ki si ga dobil v dar od sorodnikov za prvo obhajilo. Ja, ko sem šel k prvemu obhajilu, sem v dar prejel nekaj denarja. Tega sem pametno porabil takoj, kupil sem si kravo in s tem lahko rečem, da je bil to moj prvi začetek, kjer se je začela zgodba razvijati. Iz te krave in z potomcev, evo, lahko vidimo to, kar danes. Kako si dal kravi ime, se spomniš si? Seveda, Muca. Muca je krava, je bila Krava je Muca. bila Muca. In pa si klical Muca po dvorišču. Tako. In tista krava je bila dolgo pri hiši. Mislim, da 8 let. Če se ne motim, 8 let je bilo pri nas, ja. Tako da je bila že ženica kar v letih. Veš, da jaz sem imela tudi podobno zgodbo. Sem tudi vrčevala denar in pol sem si s tistim denarjem kupila telička. Sem pač, ko sva šla z atikom po telička, sem rekla, ati tega jaz plačam. In pol 2 let kasneje smo ga za meso prodali in je bil tisti dinarček moj in sem bila vsa navdušena, da sem bila v 4. razredu po mojem. Tako da je dobro, da so otroci tudi malo finančno nagrajeni, da vidijo malo smisla v kmetijstvu. Tako je, malim treba to pokazati, da dobijo neki smisel, oziroma vidijo smisel le tega dela. Se pravi, ta tvoja krava, rečemo, da je bila nek začetek, kako si pa potem kmetijo razvijal? Sam začetek je bil s kravo, oziroma poli še nekaj smo dokupili in še oče mi je pomagal. No, potem smo pa prišli na pitanje črno-belih mlečnih teličkov. 7 dni stare smo kupovali z mlečno nadomestkom krmelj do 3 mesecev, potem pa še z obrokom, da so imeli nek 200 kg in take smo prodali v klavnice za teletino. Nekaj časa je bilo to kar nekako finančno smiselno, ne? Tako je, to je bilo neke 3 leta, lahko rečem 4, smo to delali in je bilo to finančno upravičeno vse skupaj. Potem se je pa trg obrnil, ni bilo več potrebe po teletini take, kot kaže, in cena je ostala ista, surovine so šle naprej. In zadeva se je mogla obrniti, če smo hoteli iti naprej. Ne? In pa so ti teleti ostali do pitancev, oziroma ne črno-beli, ampak... Seveda, zdaj imamo druge pasme, ampak smo v pitanju na višjo težo sedaj. Ti si v svojem razmišljanju precej fleksibilen, ko sva malo debatirala, nekako gledaš celostno kmetijstvo, kaj se dogaja in prilagajaš tudi malo panogo doma temu, kaj ima smisel. Ja, nikoli nisem mnenja, da treba iz glavo čez zid za neko stvar. Dajmo se prilagoditi, dajmo biti fleksibilen, pa bomo lahko delali. Pa tudi nekaj zaslužili na koncu, ker še zmeraj delamo zaradi zaslužka v končni fazi, če hočemo, da je kmetija obstojna. Ne? Tako je, ja. Poleg tega svojega, bi rekla, znanja doma, si pa znanje o kmetijstvu pridobival tudi v srednji šoli. Kam si hodil? Na Grm, srednja kmetijska šola. Tam sem naredil 4-letno šolo, potem sem se pa zaposlil. Verjetno so bili tam sošolci tudi kmetje, ste ostali v stikih, si pomagate, ste si takrat pomagali? Seveda, večina fantov je bilo s kmetij, tudi deklet, kar jih je bilo, sicer manjše število. Sami stiki so seveda še ostali, si pomagamo z informacijami, z kakšnim delom, kakorkoli. Tako da je bilo to sigurno prava izbira.
smeri šolanja. Pa ne sem šolanje, tudi na splošno nekako ne bi zbral drugo pot kot kmetijstvo. Ne? Nikoli. Nikoli. Lepo. No, pa da malo Valerijo nazaj vključva. Tole svoje dekle, simpatično, si v bistvu najdu zelo blizu, nisi se hodil diligent. Vse veste, kako je, kmetje ne imamo časa. Tako da sem res šel sem do sosednje vasi, kjer si me našel. Valerija si ga kdaj videla na traktorju, na polju si mu nesla malo pit ali pa ga pozdravčila. Ne, To smo mi počeli. Na traktorju sem ga zagotovo videla, ampak nikoli pa nisem šla do njega. Ni bilo tega poguma še. Ne. Kako ste se spoznali, kako ti vidiš to zgodbo? Jaz bi rekla, da prvi kontakt, da smo spregovorila, je bila veselica v Zborah. A veš, da ko sem razmišljala, sem vaj prav hotela vprašati, če sta kdaj na veselici v Zborah se našla, ker tle so bile kar znane veselice. Je to segal do mene in še čez hrib. Ja, res je, v Zborah smo prvič spregovorila, tudi zamenjala kontakte. Takrat je bil zelo popularen Snapchat in tako je šlo naprej. Ti pa nisi s kmetije, oziroma prej sem zvedela, da imate konje doma. Tako, majhna kmetija, oče ima zelo rad konje in to je to. No. Zmeri so bili samo konji doma. In kako si ti preživljala otroštvo? Si bila kaj pri konjih ali nisi imela nobenega stika tukaj s kmetijstvom? Mislim, me je oče kar vključeval pri delu vsakodnevnem. Ampak nikoli pa ni šlo tako naprej, da bi jaz jahala konje ali pa imela svojega konja. Ali pa kidala konjem? Ne, to sem. Tu pa si, To sem. malo si imela zasnove. Malo sem imela zasnove, ja. Spoznala ste se v bistvu precej mlada, ne? Ste bila stara, oziroma ti je bilo konec srednje, kasneje? Ne, moj začetek srednje šole. Začetek srednje, pa še bolj mlada, kot sem mislila. 15 let. Potem so se stiki malo zgubili. Pa smo se pa spet nazaj najdla. Ko si šla na fakulteto? Ali? Tako. Kam si pa ti hodila, v srednjo pa na fakulteto? Na srednjo vzgojiteljsko šolo v Novo mesto, potem pa predšolsko vzgojo v Kopru. Aha, tisto je pa bilo malo dlje, si šla malo na morje pogledati. Tako, ja. Ampak te je pol vleklo nazaj. Ja. Kako si se pa ti na začetku privajala na malo večjo kmetijo, pa na tako zagnanega fanta? A veš, kaj moja mama zmeraj reče, da če je tvoj partner zagnan, da je tudi tebi težje v lifeu, ko moraš delati. Ja, na začetku je bilo kar težko, dnevi so bili res dolgi in na koncu dneva sem bila res utrujena. Pa si dobro spala. Ja, spanci je bil zmeraj dober. Drugač pa največja težava je bilo, meni se zdi, se navaditi na traktor voziti. To nisi doma nikoli? Nikoli. Te je Andrej učil? Ja. Andrej je bila štorasta ali je šlo? Ja. Zati sem si všesa, Valerija. Recimo, da je šlo kar v redu. Bi bilo kaj poškodb na traktorju? Na srečo ne. Pol je bilo v redu. Pol je bilo v redu, ne? Ni kritično. Super. Jaz sem pa tudi ful malo že vozila traktor, jaz pa še vedno ful rada vozim, ampak ja, tudi kdaj kakšen špeg se odbije. Kako so pa kaj doma komentirali pa okolica, da greš na malo večjo kmetijo? Doma so bili, mislim, so se mogli sprijazniti, ker me smo Niso bila res imeli odločna. Oba smo bila zelo odločna, no. Aha. Kaj pa pri tebi, Andrej? Tudi? Tako si se odločil? Lahko pozabim njene besede. Le ni bilo poti drugačne. No. Odločena smo bila in zatem smo vedno stala. Se nismo ozirali nekaj na mnenje okolice. Se to je pot do uspeha v bistvu, da si daš si cilj, pot pa že potem najdeš sproti. Tako je. Lepo. In tudi danes veliko skupaj delate, ne? Ja, večina, kar se tega kmečkega dela tiče, smo imeli res skoraj skozi v tandemu. Ker en sam se vemo, koliko lahko naredi, ne? Ful je težko. Težko, ne? Ja. Zato se res probamo čim bolj dopolnjevati. Ja. Delaš, Valerija, veliko zunaj? Ja. Ja, večino? Ja, Andrej ima strojne zadeve čez, jaz sem pa pol hlev. Starši tvoji, Andrej, še živijo na kmetiji, ne? Še, ja. To pa mama pa ata poskrbeta za gospodinjskega dela, kakšne lažje zadeve. Vse vemo, kaj na kmetiji zmeraj, če ne drugega, pa za moteka nasadeti ali pa vile. Te drobnarije na koncu zelo veliko prenesejo. Pa da prideš v hišo, pa da je na mizi nekaj, je pa tudi vredno. Zelo veliko. Seveda. To je velik del, ki nama ga še odneseta starša. No.
Rekel si zadnjič tudi, da Valerija tudi s tabo v gost gre, drva napravljati in tako. Se je res vse naučil. Praktično čisto vse, lahko rečem. No? Ja? Razen švasa še ne. Še ne? Še Bo ne. mogla? Jaz sem prepričan, da se je pripravljena navaditi. Tako da, drugo pa lahko rečem, da vsa dela. Valerija, si tudi ti kaj njega naučila, kaj bolj ženskega ali je Um, samo enostransko? ne, Andrej je bil zmeraj mnenja, da če lahko ženska vozi traktor, lahko on tudi lika, pomiva in pere zadeve, pometa, ni bilo nikoli nobenih težav. Ja, delaš to kdaj? ali? Seveda. Tudi zelo rad kuha. Res? Ti pa kdaj kaj skuha? Ja, Kaj romantičnega tako večerja. ja. Lepo, res lepo. Kaj pa ti drugače naraj delaš, živalni? Zdaj, če moram eno pravilo zbrati na Ja. kmetiji, bi rekla, da najraje delam fotovagen. Aha, se pravi, krmo pripravljaš za Tako. živali. Tako. Mhm. In mislim, da je Andreju to zelo všeč. Je tudi kar precej časa vzame, da zmeša in Ja, tako, ne? res je. In ti lahko bolj delaš druge Ja, stvari. seveda, toliko več časa je za druge zadeve na ta račun. Ne? Kako se pa odločate na kmetiji za nove stvari skupaj? Se pogovorite? Vedno se pogovarjamo o zadevah, odločiva se skupaj, zato ker to je najna prihodnost in tudi mora biti najni odgovori tukaj. Tako da, Ma Valerija kakšen tak svoj pogled, ki ti doprinese? Se mi zdi, da se znamo dopolnjevati v svojem razmišljanju, v moški bistvu pa bi bolj ženske. previdna kot jaz. Res? Ja, Ja. Aha. jaz si večkrat rečem za vsako stvar, se bomo že kako, ne? Pri njej pa to, če ni vse, tako bo, ne gre skozi. Zato je pa tudi dobro, da te malo... Nekdo bremzo včas. Ja, točno to sem hotela reči, ko si ful zagnan, rabiš malo usmeritve, ne? Tako je. Da se bolj človek ustavi pa naredi kakšen korak. Valerija bi kaj dodala? Je tako nekako? Je tako, ja. Ja? Čeprav na koncu mislim, da zmer. Zmaga on? ne? Ja, Je po tako. njegovo, Je. sem ti malo pot prilagodiš. Tako, ja. No, pa če se dotaknemo nazaj kmetije, kakšna je kmetija danes, koliko je velika, se pravi, koliko imaš pitancev? Danes, če začnemo s površinom, obdelujemo 10 hektarjev njiv, cirka 25 hektarjev travnikov, trajnih travnikov, kateri so zaradi območja, kjer smo, poplavnega območja, neprimerni za njive. Zato je to ta razmerje med njivom in med travnikom tak. Na naših poljih raste koruza, potem lucerna za beljakovinski del obroka, nekaj žit, krmne pšenice, pa seveda trava. V hlevu imamo pa 15 krav dojil, katere smo z letošnjim letom začeli vzrejati, pa tam okoli 50 je pa pitancev. Mesne pasme. ne? Mesne pasmo vse, ja. Večina šarole pasmo. Se pravi, ti nimaš potem površin po bregu, imaš bolj po dolini. Ja, Ali naša se vse kmetija najde? je razprostira se po 3 občinah, imamo okej. zemljo. Tako da imamo tudi na Venjem vrhu, Ki je hrib, ja. ki je hrib, kjer še spravimo kar nekaj, kar me tudi ročno. Zdaj ugibam, katere 3 občine. Škocja, Šmarješke Toplice pa Mokronog. Tako je. Tako, Mokronog, Trebelno. No, Tako, A Mokronog, tle proti ja. Trebelnem gor malo hriba Ja, že. Ali... tako. Zadnje leto veliko poplavlja. Ja, Vsaj pri nas, jaz sem ob reki Mirni in vsako leto skoraj prestopim bregove. Tudi tle. Isto težavo imamo tukaj, ne? Tudi sama ta kmetija, ko je posestvo tukaj, tle je vse poplavno. Ne? Pač kmetija leži na takem mestu zaradi mlina, ki je bil včasih, ne? In da imaš kaj. Zdaj težavo nam povzročajo bobri, kateri delajo jezove, s tem pride še do toliko večjih pa hitrejših razlivanj po travnikih. Še več poplavna. Tako je. Ker oni kar precej dreves podrajo v reko. V bistvu, Radolje je tle, ne? Ja, Ali potok. potok je. Najdaljši potok v Tu sem Sloveniji. gledala, ali je reka ali je potok in Google mi ni znal povedati točno. Potok, najdaljši Potok, potok. Okay. tako. In se ful se razlije, ko so padavine. Se Ja, vozim se. mimo in so res cela pokrajina je ponovadi v vodi. Ja, kar je tukaj Zaloga, pa proti Škocijanu ta dolina, to je vse v vodi. Takrat ne, je v bistvu razlivna dolina. Ja, in pa tudi ni najboljša krma. Veliko preglavic nam to povzroča in izpadov krme in nimaš kaj drugega, kot dokopati krmo na koncu. Aha. Ker poplavljena trava je neprimerna za krmljenje. Ni najboljša.
Ne, da ni najboljši primer. Je potem v nastil daš? V nastilu se, ja. Ker sem prej gledala nastil, Ja. ker sem videla, da nisem slama noter. Tako je, veliko uporabljamo te trave poplavljene. Zato, Se pravi, rekel si, da imate pitance, se pravi za meso, pa tudi neki dojilje. Mogoče za tiste poslušalce, ki niso tukaj kmetijsko, kaj so dojilje? Krava, katera odredi, oziroma sebi spravi telička svojega lastnega. Si tako strokovno povedal. Tako da me vsakdo razume. Pa tudi kaj pasete, to pa ne najbrž. Ne. Niso primerni pogoji. No? Problem imamo samo zaradi poplav. Tudi če naredimo pašnik, ko je poplava, nam vse podre. Vedno, ne. Zdaj pa vidimo, da imamo že 4krat po letu ponavadi poplavo, tako da smo obupali. Ja, zadnja leta je bilo res toliko padavin. Pa še eno zanimivost, morda pred kratkim smo imeli v podcastu Janeza Kotnika iz Koroške. Pri njemu si ti živali kupil, a ne? Tako je. Te, Osnovna ki bodo če- zdaj dojilje, ne? Tako, osnovna čreda je prišla od njega. Ma res dobre živali, mislim, plemenske. Super. Tako, v bistvu kmetijski svet v Sloveniji je tako majhen, da se skoraj vsi med seboj že poznamo, ne? Tako je. V redu. Na poljih si rekel, da imaš krmo za živali, večinoma nekaj pa še dokupiš, ne? Kar je beljakovinskega dela, obrokov se vse dokupuje skoraj, pa sami minerali, kateri so potrebni za živali. Valerija, si se ti tudi naučila te tehnologije, spremljaš, kaj počnejo na njivah in travnikih? Ja, Andrej? sem se mogla. A si se mogla? Oziroma, meni na začetku je bilo tako nejasno, kaj on počne. Ste se veliko pogovarjala, ti je razložil, Ja. je imel potrpljenje. Mislim, razložil. Pol sem jaz začela čez leta, zdaj šele jaz dojamem, kaj pomeni, da se gre aprila kositi, da je prva košnja res kvalitetna. No, ta pogled mi je on predstavil na Prav, začetku. biti kmet je kar par let, da razmišljaš, kaj se dogaja na polju pa v hlevu. Ja, res je, skozi se učimo. Super. Kakšni so tvoji načrti, Andrej, za razvoj kmetije v bodoče? Kakšne imaš želje? Oziroma, kakšne imata želje? Aha, Valerija je nekako pokazala, da imata visoke želje. Ja, želje so visoke, bomo povedali, kje bomo lahko. Ne? Zadati si moramo visoke celje. Ja. Celjati na lonu, da prestanemo med zvezdami. Lepa. Zdaj pa ne vidimo. Ne? Povej, kakšna Prva zvezda. stvar nam je to, da bi se kmetija še dodatno povečala, vsaj do te mere, da bi bilo eno delovno mesto doma. Se pravi, To še je- površina najbrž. Tako, dodatne površine, ki zdaj imamo največjo težavo s tem. Pa če bomo nekako v prihodnosti zgradili malo bolj sodoben hlev, da bomo imeli le manj ročnega dela v njemu. In to bi bilo kar v nekih okvirih, bom rekel. Bodo še sigurno kakšne malenkosti, katere bo treba, ampak Kdo pa bo doma, če bo delovno mesto? Lahko bi bila tudi Valerija. lahko bi bila. Upam, Pa da bo tudi za njo prostor. Se pravi, dve zvezdice ciljeva. Tako. Tako. Super. Ti sicer nisi še mlad prevzemnik kmetije, ni še čisto tvoja, ampak je to plan. Ne? Smo ravno v Sredi postopka. sredi postopka, da se prav izrazim. Mhm. Tako da, ko bo naslednji razpis odprt, grem. Tako da boš malo si finančno pomogel. Tako je. Kako pa ti vidiš, kateri so tisti največji izzivi, ki jih ima mladi kmet na kmetiji? Ne vem, samemu se mi zdi, da je največja težava tle pri te okolice. Javno mnenje. Javno mnenje kmetij še zmeraj, po mnenju večine, nek spodaj na lestvici. Čeprav mislim, da tisti, ki delamo, ko smo povezani s kmetijstvom, vemo, da smo še kar na vrhu. Da je lih Brez kontra. kmeta ni nobene stvari. Takoj, ko pride bilo kakšna situacija nevšečna, ta prvo se vsi za hrano zasekiramo, do tistega trenutka pa naven ne ve, da je pomembna, ker nam je samo umevna dela po lecah. Tako da mislim, da tle je največja ta težava, ker nas okolica ne sprejema tako, kot nas bi mogla. Kako pa ti, Valerija, to vidiš? Mogoče čez drugačne oči, ali tudi v bistvu se strinjaš? Se strinjam z njim. Ja. Ja. Pa tle smo v bistvu precej globoko na podeželju, bi rekla, pa Mhm. tudi do tle že seže ta negativni vpliv, tudi na podeželju. Ja. Seveda, zato ker pač začelo se je priseljevanje,
meščanov na podeželje, ki želijo mir, jaz jih razumem, želijo mir, samo mi smo pač tukaj. Od nekdaj bili, krajino je treba obdelovati, ker ne bo taka, če ne bomo mi delali. Verjamem, da pa kakšen večer sobotni pokvarimo z ropotom in nedeljo zjutraj. Marsikomu, ne. Samo pač brez tega ne bo taka krajina, kakršna je, niti ne bodo trgovske police polne tako, kot so. Ja, jaz mislim, da je težava tudi, ker je čedalje manj nas kmetov in je v bistvu čedalje manj ljudi, ki to sploh še razume. Ja, se je težko razumeti mladega, kateri se ob vsem tem lotili tega dela. Zakaj pa ti misliš, da si se vsem lotil, da nočeš videti teh izzivov in ovir? Zato, ker se mi zdi, da sem poklican za to. Aha. Tudi jaz vedno rečem, da imamo gen Neki zapisan, gen da je, ne tako. moramo kontra temu, ne glede na situacijo, smo nekako trmasti in ustrajamo. Je pa tudi finančno mogoče nagrada biti na kmetiji. Vidva v bistvu še oba hodita v službo, da lahko furata zaenkrat, ne? Tako je. Ja, res je. Vse delamo poleg službe to, karkoli smo povedali zdaj. In to je kar obremenjujoče, tako da pol manjka prostega časa najbrž in počitka. Ja, prostega časa skoraj ne v takem tempu oziroma v takem načinu dela, kot ga imamo trenutno. Zato je ta neka želja po delovnem mestu doma. Kje pa delaš? Tudi v kmetijstvu, a ne? Ja, kmetijska zadruga Trebnje Krka, v poslovalnici Mokronek. Rad to delaš? Rad, imam veselje do dela s strankam. Zmeraj je neki nov izziv. Vsak dan, ko greš v službo, ne veš, kaj te čaka. Tako da ni monotono. Pa tudi takoj sem dobila občutek, da ti grejo številke in preračunavanje, kar pa v trgovini tudi pride prav. Seveda, brez tega v trgovini nimaš kaj. Valerija, kaj pa ti delaš? Jaz sem isto prodajalka, ampak sem v tekstilu, v S. Oliverju Novo mesto. Ti je v redu služba? Zaenkrat je v redu. Ti si želela biti doma? Ja, definitivno. Jaz mislim, da ta mogla kar narediti prostor za 2 delovni mesti. Bo to že kaj naumila. Bo treba razmišljati o tej smeri. Mačkan smo se dotaknili tega vajnega prostega časa, pa vsem si ga kdaj vzameta, kaj počnete takrat? Ja, največkrat kakšen sprehod po naravi, ker nama obema to nekako najbolj ugaja, mir. In to je to. Ne z ga vrveža midva ne iščemo nikoli. Res je. Ja, Valerija, ti kaj pogrešaš, kaj več prostega časa na kmetiji? Ne, Ne? ne, Si se privadila, ti pa še. tako je. Si pa zadnjič, ko sem se pogovarjala, tudi rekel, da v bistvu je vajen prosti čas samo, da telefon doma pustita, To je pa najbolj gresta v nujna gost in si vzameta malo več časa, kot bi ga drugače robila. Vedno je takrat pomembno, da greš brez cilja, jaz pravim. Nikoli se ne smeš forsirati, tole pa moramo danes narediti. Lahko imaš ti prosti čas dobro s koristnim. Lahko ravno tako, kaj delaš, ampak če si ti z glavo na off takrat, brez telefona, poudarjam, je lahko zelo lepo preživeti popoldne. Pa sploh v gozdu se mi zdi, Lepo je, ker je mir, tečki, kaj češ lepšega. Res je. Valerija, tudi ti ne bi zamenjala svoje zgodbe? Ne. Ne. Super. Čudovito vaje bilo poslušati. Andrej, Valerija, hvala, ker ste z nami delila svojo zgodbo o vajni kmetiji, o vajnih ciljih prihodnosti. To sem vam vaju pa pozabila vprašati, ker sem se zdaj spomnila na prihodnost. Prihodnost je tudi že malo začrtana. Valerija ima že malo trebuščka. Ja, res je. Se veselita nove generacije na kmetiji? Ja, to, kaj vidiš, pomen vsega našega dela, lahko rečem. In ko, Veš, zakaj delaš. ko zapreš oči, kaj si predstavljaš, kaj boš tvojemu otroku prvo bi najraj pokazal na kmetiji? Ne vem, vse. 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 Kaj pa ti, Valerija, če se pa ti najbolj veseliš? Jaz se itak hecam, da prvo, ko naju bo pripeljal iz porodnišnice, Boste bomo šla v šli v štalo? hlev, ja. Ker meni ne bo žilca dala mera. Boš hotela tudi ti videti, kaj se dogaja? Ja. To pa je srce na kmetiji. No, Valerija, Andrej, res hvala. Tudi poslušalcem hvala, da ste nas poslušali. Poslušali ste podcast Mladost na kmetiji, kjer smo danes zopet odkrili en čudovit par, eno čudovito zgodbo. Obema vama in vajni bodoči družinici želim vse dobro. Poslušalcem pa hvala, ker ste nas poslušali. Z vami sem bila Mataja Koper. Se slišimo v naslednji epizodi.
Pokrovitelj podcasta Mladost na kmetiji je KZ Krka Trebnje.